Kaj je bistvo takšnih škatlastih družinskih avtomobilov? No, če vprašate nas, drsna vrata. In naj vam že kar takoj na začetku povem, kaj je po našem mnenju glavna prednost tega Cadija. V tem, da je ta drsna vrata izredno enostavno odpreti, da so zelo, zelo lahkotna. V drugih večjih kombijih je recimo pogosto tako, da so ta vrata zelo, zelo težka in pa sploh tale potek za zapiranje je zelo, zelo težek, ko je treba klikniti in potem ta težka vrata pogosto zaloputnemo in seveda to je nevarno. No, to je torej avto za otroke. No, to se sliši, kot da gre za igračo, ampak avto po okusu otrok. In lahko vam povem, da primerno za otroke je Cadijeva definitivno ena glavnih prednosti in lahko vam povem iz izkušenj. Imam 12-nika in pa enega 4-letnika. In oni so glede Cadija dvignili palce gor. Ampak, čeprav imajo moji otroci zares veliko izkušenj s sedenjem na drugi vrsti sedežev, pa jih je treba vzeti vseeno malce z rezervo. Namreč, tu zadaj se res dobro sedi in nadpovprečno udobno, predvsem zaradi tega, ker je veliko prostora za levo roko. Ampak seveda, če je tukaj otroški sedež, sedežev ne morete več v polnosti izkoristiti, saj vas nekako sili, da sedite malo bolj na stran. Ampak seveda, naša družina ni tipična družina za Cadija. Večinoma bodo tukaj zadaj sedeli 3 otroci v vsak svojem otroškem sedežu. Ali pa 3 najstniki, poševnica, odrasli ljudje. In ti bodo tukaj zadaj sedeli nadpovprečno udobno. Poglejmo v prtljažnik. No, koliko je prtljažnih litrov do police, je pravzaprav kar težko izbrskati v katalogih. Najdemo podatek, koliko ga je do stropa in če sodimo po tem podatku, ga je tukaj za okoli 700-750 litrov. Namreč do stropa ga je za 1,2 kubika. Seveda, Caddy je gospodarsko vozilo in tu se prostor meri v drugačnih merskih enotah. No in tu so zanimivi podatki. Če vzamete daljšega Cadija, ki ima 22 cm daljšo medosno razdaljo in pa je v celem daljši za 35 cm, no tisti Caddy Maxi ima prtljažnega tovornega prostora za kar 3,6 kubika. To v praksi pomeni, da lahko v daljšega Cadija Maxi pospravite v tovorni prostor za kar 2 standardni Europaleti. Ta podatek nam seveda pomeni tudi to, da ima Caddy nadpovprečno širok tovorni prostor. Europaleta je namreč široka 1200 mm, se pravi 1,20 cm in toliko je širok tudi Caddyjev prtljažni prostor. No in seveda praktični prikaz. To pomeni, da eno kitaro, kitarski kovček lahko zlahka takole pospravite počez. Tudi marsikatera bas kitara bo zlahka šla v ta prtljažnik. Če ne tako, pa vsaj po konci. Pa še en prikaz. No, do prednjih sedežev je na razpolago kar 190 cm. In seveda to v praksi pomeni, da bi lahko v Cadija pospravili več gorskih koles, ne da bi bilo treba odmontirati kakršnokoli kolo. Preden se preselimo naprej, morda samo še to. S temi vrati, prtljažnimi vrati, je treba delati tako pomožko, trdo. Treba je loputati, namreč če jih zaprete normalno, potem boste na armaturni plošči zagotovo videli znak, da so vrata odprta. Pa še to, pričakovali smo, glede na tak dizajn teh zadnjih vrat, da bo steklo možno odpirati ločeno. Ampak v tem primeru ni tako. Poglejte seznam doplačil. Ampak preselimo se na prednja sedeža. No, tukaj spredaj boste našli zelo, zelo veliko golfovih elementov. Caddy je pravzaprav kockasti golf, narejen je na povsem enaki MQB platformi. Ampak tukaj spredaj na splošno ta digitalizacija te armaturne plošče vsekakor kaže, da ima v Hannoveru, kjer domujejo Volkswagen gospodarska vozila,
kar precej avtonomije. Če bi bilo vse tako, kot so si zamislili v Volkswagenovem mestu, v 100 km oddaljenem Wolfsburgu, potem tale ploščica ne bi bila brez funkcije, ampak bi po njej drsali, tako kot v golfu. In če bi bilo vse tako, kot so si izmislili v Wolfsburgu, potem bi imeli drugačna stikala tukaj na volanu. Tukaj bi bili drsniki, tako pa imamo tukaj klasična trdna stikala, ki jih pritisnemo in to zelo, zelo pohvalimo. Pa čeprav smo bili v praksi tudi s tistimi golfovimi drsniki kar zadovoljni, ampak fizična tipka je še vedno številka 1. No, odlagališč je zelo veliko. Je pa res, da je veliko teh majhnih odlagališč, za katere niti ne vemo točno, kaj bi v njih pospravili. No, zanimivo pa je to odlagališče tukaj na vrhu armaturne plošče. Tukaj bi odložili pisala, sem spredaj kakšne delovne rokavice. V takšnem avtomobilu to pride zelo prav, da jih imate vedno pri roki. In glede na to, da je to avtomobil, s katerim se pogosto odpravite tudi kam na pot, prav bo prišlo tudi, se jih še spomnite. No, zemljevidi, jaz jih v resnici kar pogrešam, ampak zakaj jih omenjam tukaj? Zato, ker bi nam kar prav prišli, glede na to, da ta avtomobil nima vgrajene navigacijske naprave, predvsem pa nam je pokazal, da ta avtomobil nima možnosti uporabe CarPlaya oziroma Android Auta. In to je enako kot pri ID.3. Ampak takrat so nam rekli, da bodo lastniki ID.3 to funkcionalnost dobili s programsko posodobitvijo. No, zdaj že nekaj mesecev od tega in Caddy bi v resnici to programsko posodobitev res že lahko imel. Volkswagen, ta minus bomo zapisali z debelo črto. Kar se vožnje tiče, je Caddy izredno prijeten avtomobil. Lega je izvrstna in to ne glede na to, ali se jih vozi 5, 4, 3, 2 ali pa en sam. Čeprav je avtomobil ukrojen tako, da se karoserija v ovinkih ne nagiba pretirano, pa je avto še vedno ohranil kar izredno veliko mero udobja. Poganja ga klasični motor, dizelski, 2-litrski motor in v tem primeru imamo samodejni menjalnik, ki ga toplo priporočamo, predvsem zaradi kombinacije z delovanjem aktivnega tempomata. Ta ustavlja in pa tudi speljuje. To hvalimo in priporočamo. Ampak kar se tiče same vožnje, avtocestne vožnje, recimo, pa morda lahko vendarle pripomnimo, da smo pričakovali nekoliko več. Namreč obljubljali so, da bo ta kombi končno postal pravi golf v kockasti obliki. Ampak pri avtocestni hitrosti je tukaj v kabini vseeno preveč trušča, preveč hrupa. Pozna se tudi, ko poslušate glasbo ali pa ko poslušate telefonski pogovor, tukaj je kar bolj tak votu zvok odbojev. Akustičnih je kar malce preveč. Zagotovo bi bolj pomagalo, če bi ti plastični elementi bili iz drugačnih materialov, iz takšnih, ki bolj absorbirajo zvok. Tako kot v osebnih avtomobilih. Ampak seveda, zdaj govori že naša razvajenost. Seveda, imeli bi golfa, pa imeli bi hkrati kocko. Vse seveda ne gre skupaj, ampak lahko pa vam povemo, da je pa marsikaj možno vendarle dobiti. Naprimer, 4-kolesni pogon. Ta verzija je že napovedana in prihaja tudi še pred letošnjim poletjem, prihaja tudi verzija za avanturiste. Za tiste, ki bi v takšnem avtomobilu imeli tudi kuhalnik, predvsem pa posteljo, šotor. No, imenuje se California in verzijo za avanturiste in pa tisto verzijo s 4-kolesnim pogonom so pri Volkswagenu že povezali v različico, ki sliši na ime Panamericana. No, kakorkoli, v naši videoteki boste našli še eno Kalifornijo, tisto večjo Kalifornijo, tisto narejeno na večjem transporterju. S tisto Kalifornijo smo se vozili po idilični Novi Škotski, po kanadski pokrajini in vabim vas, da je vaš naslednji klik paša za oči.